Ta tiktokerka je ujela uglednega odvetnika, kako vara svojo sodelavko na posnetku. In ljudje, imamo še en tak primer kot pri Coldplayu. Mislim, samo poglejte. Nijita Shina Techisu. Mama. Stari, najci sobo. Ne, otroci so naokoli, ne, oprosti, otroci so naokoli. Ne dotikaj se me, ne dotikaj se me. Če se me dotakneš, se moram jaz dotakniti tebe. Dejno, najdita si sobo. Vidva sta se poljubljala, pa so otroci tukaj. Ne. Ne, snemam, ja. Jasno je, da snemaš. Odloži telefon, pojdi dol. Tako sem zmeden, kaj se dogaja. Fant se poljublja, ne jaz. V redu, poleg dejstva, da je ta tiktoker čuden tip, ki tega ne bi smel početi in da nikakor ne bi smeli slaviti družbe, v kateri ljudje mislijo, da je njihova stvar, da gredo do drugih in jih snemajo, ko počnejo čudne stvari. Mislim, da je čas, da se pogovorimo o tem, da iz nekega razloga ljudje še vedno verjamejo, da lahko varajo svoje zakonce na javnih mestih in da je to v redu, dokler jih ne ujamejo. Mislim, da se spomnite dogodka Coldplay, kaj ne? Se spomnite tega trenutka pri Coldplayu? Seveda se. Kdo bi ga lahko pozabil, kaj ne? Ko je Coldplay usmeril kamero na ta par. Poglejte ta dva. No, dejmo. Si v redu, kaj? Au, ali imate afero, ali pa sta preprosto zelo sramežljiva. Pozabila sem, zakaj. V redu, torej imela sta afero, ta video pa ima 155 milijonov ogledov. Bila sta sodelavca in to je povzročilo ogromen hrup. In ljudje? To je nekaj, kar je narobe z našo družbo. Dobrodošli v oddaji The Pushback. Sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino. Kmalu bomo za vas imeli zelo razburljivo novico. Pripravite se. In ljudje, zdaj ste del gibanja. Da se upremo čudnim stvarem, ki jih vidimo na spletu, manipulaciji medijev in da ponudimo skorajda radikalno racionalen pogled na stvari. Torej, dobrodošli. Kakorkoli, pojdimo podrobnosti tega. Torej, tukaj je zgodba. Če bi ga kdaj ujela pri tem, bi ga ubila. Poiščita si sobo. Mama. Torej, moški v tem videu je 45-letni Nathaniel Colleton, dela kot odvetnik v VLRK, precej veliki odvetniški pisarni v New Yorku. In ženska, ki jo poljublja, je 29-letna odvetniška sodelavka v isti pisarni. Popolnoma neprimerno na toliko ravneh. Newyorčani govorijo o tem škandaloznem poljubu, a kaj jih resnično vznemirja? Razlika v moči, naprimer to, da je ona odvetniška sodelavka. Poljub se je zgodil na klopi v Central Parku, prav takšni kot je ta, popolnoma na očeh javnosti. In Colleton je poročen. TikToker Jay Guapo je posnel video. Video ima že več kot 4 milijone ogledov. Wow, to je res pogumno. In ta dva imata zgodovino v pisarni. Oba sta delala v pravni ekipi, ki je letos branila OpenAI in Sama Altmana pred letošnjo tožbo Ilona Muska v vrednosti 150 milijard dolarjev. In tukaj je stavba, kjer oba delata. Le kratek sprehod od te klopi v parku, medtem ko je Colleton morda že dovolj pojasnil, saj so ga začasno odstranili z dela, tako poroča Financial Times. Prav tako, preprosto, ne delaj neumnosti tam, kjer delaš. Oprosti, ali lahko preklinjamo v objavi? Torej, imam nekaj težav s tem. Najprej imam težavo s tistim videom. Mislim, da je New York Post šel predaleč, ko je iskal njegovo ime in mu skušal javno razkriti identiteto. Na tej točki tega sama nikoli ne bi naredila, ampak zdaj se o tem govori, vsi vedo, kdo je to. Ampak poskušati to delati iz tega največji poljub v New Yorku. Kaj je narobe z nami kot družbo? Resno, zakaj moraš za svojo zabavo, za svoje oglede iti tja in nekomu uničiti življenje? Poglej, ta moški je sprejel neumne odločitve, ki mu bodo uničile življenje. Življenje njegove žene, njegovih otrok in te ženske zavedno. V redu, z njim je konec, to je katastrofa. Ampak dejstvo, da imajo mediji toliko veselja pri snemanju teh stvari, intervjuvanju ljudi, deljenju zgodb in poskušanju razkriti, kje je delal, kaj je naredil, zakaj je pomemben, velik in ugleden, potem pa je začasno odstranjen z dela, to se mi zdi malo ogabno, malo nizkotno. Je nekaj nedostojanstvenega v tem. Ta ubogi človek. Zdaj si neumen? Si res tako neumen, da misliš, da lahko imaš afero z nekom, ki dela v tvojem podjetju, ki je predvsem mlajši od tebe in to javno, dobesedno v Central Parku. Mislim, zakleni se v pisarno. Ne. Misliš, da ti bo to uspelo prikriti? To je problem. Ne bi se smel tako obnašati. On je idiot. To je nespremljivo. Ampak kljub temu ne verjamem, da bi moral nekdo, ki naredi napako, trpeti javno izpostavljenost zaradi nekega tipa, ki misli, da je v redu, če te kar tako naključno snema. Mislim, ta tiktoker je tudi čuden. To je res nenavadno početje. Da greš do ljudi in jim rečeš, zakaj snemaš v javnosti, ni tvoja stvar, umakni se.
umakni se. In dejstvo, da s tem dobiva viralne videe in ima milijone sledilcev, ker počne take malce srhljive stvari, tudi to je treba izpostaviti. Vse to je treba izpostaviti. Moške, ki varajo, je treba izpostaviti. Moške, ki varajo na javnih mestih in imajo moč nad svojimi zaposlenimi, je vsekakor treba izpostaviti. Medije, ki mislijo, da je to nekaj, kar bi morali izkoriščati za svojo prepoznavnost, je treba izpostaviti. TikTokerje, ki mislijo, da je v redu kršiti zasebnost ljudi, da bi dobili več ogledov, je prav tako treba izpostaviti. Celotna ta zgodba mi resnično pokaže toliko težav v naši družbi in res mi ni všeč. Zdaj ni jasno, ali je ta moški dejansko izgubil službo ali je začasno odstranjen z dela. Toda leta 2026, ko imajo vsi telefone v rokah, te lahko ujamejo, da počneš kaj narobe, tudi če tega ne dokumentiraš osebno. Seveda nočeš biti posnet na kamero, ko varaš. To je ta video. Ta tiktokerka hodi naokoli in snema. Ne vem zakaj, ampak snema ta par, ki se poljublja na klopi. Dažno, maj. Mi, ne, otroci so naokoli, ni nobenega preobrata. Ta tip je zasebni detektiv, ki ga je najela njegova žena. Ne, To ni res. Ta par se odloči. da se poljubljata na klopci v parku. Zakaj to snema nekdo drug? In mislim, da ima prav. Veš, v tem parku so otroci. Zakaj to počneta tukaj? No, očitno ne moreta domov, ker nista poročena drug z drugim. To je odvetnik iz New Yorka in razkrili so ga. Odvetnika iz New Yorka so ujeli, kako se crklja s precej mlajšo sodelavko v Central Parku. Zdaj so ga začasno suspendirali. Ne moram nehati razmišljati o tem, kako je New York Post dobesedno uničil življenje ljudi. Poglej, spet, ta moški je odgovoren, je bedak, naj to počne nekje na samem. Če boš tako grozna oseba, potem vsaj ne počni tega javno. In ja, večina ljudi ne misli, da jih bodo ujeli pri stvareh, ki jih ne bi smeli početi. Ampak če boš nekaj počela v javnosti, je vedno možnost, da te ujamejo. In še posebej s celo to zgodbo o Coldplayu, ampak nekaj pri tem preprosto smrdi v naši družbi. Količina veselja in navdušenja, ki ga imajo ljudje, ko delijo to zgodbo in govorijo o njej, kot da bi rekli, ja, našli smo še enega takega. Ne, ta moški ni v redu, njegova dejanja niso v redu. Ampak ne pretvarjajmo se, da poznamo celo zgodbo. Ne pretvarjajmo se, da poznamo ozadje, kdo je on in kakšen je njun odnos. Še enkrat, ali je to v redu, če si poročen? Ne, nikoli, absolutno ne. Nikoli ni v redu prevarati svojega partnerja, če si poročen. Loči se in potem počni karkoli želiš. Nikoli ni v redu. In skoraj nikoli ni v redu, da starejša oseba v pisarni zlorablja svoj položaj z mlajšo osebo. S tem imam težavo. Ampak kljub temu ne mislim, da smo mi tisti, ki lahko odločamo o njegovi karieri in usodi. Mislim, da bi moral on in njegova družina to rešiti. Ona in njena družina, oni bi morali to reševati. Ne mislim, da bi to moralo biti javno križanje. In s tem imam res velik problem. Kakorkoli, hvala za vašo pozornost, to je Marta.